Zaprosil za besedo gospod Zmago Jelinčič. Hvala lepa. No, mene spominja tale členitev, tako se mi zdi, kot da bi Edvard Kardel pisal tole. Gre za eno socialistično uravnilovko, kjer je treba razdeliti Slovenijo na čim bolj enake enote, s tem seveda, da se ne ve, da na ta način ubijamo Slovenijo in jo uničujemo. Slovenija ima lahko samo 5 pokrajin in seveda glavno mesto, ki je nekaj posebnega. Te pokrajine, zgodovinske pokrajine, so 4, to je Štajerska, Koroška, Primorska in Kranjska, ki vlečejo svojo državnost iz KK monarhije. Od tam naprej nas je potem najprej beograjska oblast kraljeva, potem pa komunistična v Beogradu rušila in uničevala. Nazadnje so nas še dodatno uničevali tako imenovani osamosvojitelji, ki niso znali povedati teh zgodovinskih resnic. 5. pokrajina je Pomurska, ki smo jo dobili leta 1920 s Trianonskim sporazumom. Tukaj noter v vsemu skupaj pa je potrebno umestiti še Ljubljano kot posebno enoto, kot glavno mesto, kot prestolnica. Zadeva je enostavna in jemlje princip oziroma razdelbo po avstrijskem modelu. Avstrijski model je nastal ravno takrat, ko je v Sloveniji, v Ljubljani, 31. oktobra bila razglašena zedinjena Slovenija v Ljubljani, potem pa so jo hitro porinili v Zagreb in je vse skupaj izginilo. Vendar dejstvo je, da noben internacionalno pravni akt ni uničil teh pokrajin. Treba jih je samo revitalizirati, ne ponovno ustanoviti. Revitalizacija pokrajin. Ne moramo pristajati na tako neumnost, kot je tale delitev tukaj, ko v bistvu pravzaprav vsaka mestna občina naj bi bila svoja pokrajina. Pa kaj se gremo? Imamo že 212 občin, zdaj bi imeli še 11 tako imenovanih pokrajin, kar je popolna neresnost. Imejmo pokrajine, ki temeljijo na zgodovinski resnici in zgodovinskih dejstvih. Takšna delitev je v korist samo tistim, ki hočejo prigrabiti slovensko ozemlje. V prvi vrsti je to ena darilo Hrvatom, v prvi vrsti, potem pa še ostalim. Če bomo takole delili in drobili Slovenijo, da ne bomo priznavali zgodovinskih dejstev, potem Slovenije kmalu ne bo več. Jaz se bojim, da imajo nekateri to v načrtu. Bojim se, da so pripravljeni za kakšne kune prodati vse skupaj Hrvatom in pa še kakšnem drugem, verjetno za forinte ravno ne, za evre pa zagotovo, ampak mislim, da to je grozljivo, kar se gremo tukaj. Človek se vpraša, ali smo za Slovenijo, nekateri zagotovo smo, veliko je pa takih, ki jim ni do Slovenije, ki jim je do denarja, ki jim je do vsega drugega, samo do lastne domovine ni. Človek se vpraša, kakšna stroka je to, ki je posegala tukaj noter, kajti ta stroka dokazuje, da ne pozna zgodovine in ji je malo mar slovenske zgodovine. Pa saj Slovenija ni nastala leta 1991. Slovenija ima dolge korenine, dedne dežele, se ve, zakaj se reče dedne dežele, ker so bile nekoč slovenske in je potem zaradi tega, ker nismo imeli moškega dediča, so potem vse skupaj pobasali Habsburžani. Ampak to so še vedno slovenske dežele, bile in bodo in nihče jih ni ukinil. Nihče jih ni ukinil, kajti za ukinitev bi moralo biti ustrezen pravni, internacionalno pravni akt. Zdaj pa tukaj le odkrivamo toplo vodo, glede na to, koliko bo kakšen župan dal kjer mu v žep, da mu bomo potem ustanovili pokrajino okrog njegovega mesta. Mislim, se nismo resni, mislim, da se nam lahko vsi smejejo. Ne, da se nam smejejo, ploskajo. Tam po vseh mejah si ploskajo in rečejo, krasno, vse Slovenci bojo sami sebe potovkali in ubili. Nažalost je to tako. Jaz mislim, da je to vse skupaj ena grozljiva farsa in da na ta način bomo Slovenijo uničili. Že memorandum, ki je šel v Haag
na arbitražno razsodišče, je bil zločinski akt. Zato, ker tam noter so bile izbrisane zgodovinske resnice in ni bilo pokazanega tistega, kar bi moralo biti. Zato je tisti akt pravzaprav neveljaven, ker temelji na napačno ugotovljenem dejanskem stanju. In takrat v zadnjič se je Cerar po televiziji hvalil, da je poslal ta memorandum oziroma da je podpisal, pa naj bi ga Janša. Le zakaj? Le zakaj in kaj je zadaj? Jaz ne verjamem v dobronamernost večine slovenske politike. Ne verjamem. Verjamem v to, da so marsikateri pripravljeni uničiti in prodati svojo domovino, ampak mene pri tej zadevi ne bo zraven. In tudi slovenske nacionalne stranke tukaj ne bo zraven. In kolikor se bo dalo, se bomo borili proti tej svinjariji. Hvala lepa. Kdo želi naprej besedo? Mogoče kakšna replika. Drugače, ja, prosim, predsednik Državnega sveta. Replika. Bom zelo kratek, hvala lepa. Bom zelo kratek. Če bi iste argumente, kot so bili slišani danes tukaj, temelječe na zgodovini, poslušali leta 1991, bi zveneli nekako takole. Slovenija nikoli ni bila samostojna država, teptamo zgodovino dobrega sodelovanja v vsebnosti Slovenije v drugih državah in ni potrebe po ustanovitvi samostojne Slovenije. Tako se sliši zgodovina leta 1991. Na začetku sem v svojem govoru pozval, imejmo pogum in oziramo se v prihodnost. Hvala. Še dobiš besedo, replika, minuta, ne več. Mislim, da ta argument nikakor ne zdrži. Dejstvo je, da Slovenija je imela svoje dežele in vse te dežele so imele status držav. In te države so tvorile kraljevino Jugoslavijo skupaj s kraljevino Srbijo. Hrvaška je bila zgolj vojni plen Srbije v prvi svetovni vojni. Zato lepo prosim, ne izvijati in neumnosti govoriti v zvezi z zgodovinskimi dejstvi. Jaz mislim, da so nesporna, najde se jih v knjigah, verjetno v knjižnici FDV-ja zagotovo ne, ampak v kakšni resni knjižnici pa.